Lepo pozdravljeni. Magister kinezoloških znanosti Severin Lipovšek, učitelj hana-somatskih vaj prve stopnje po šoli Martje Peterson, kondicijski trener in terapevt, je tudi avtor predgovora k slovenski izdaji knjige Somatika. Severin, lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdrav. Povej nam prosim, kaj je sploh somatika? Ja, somatika je v bistvu učenje, proces, da se učimo zavedati lastnega telesa. Soma pomeni telo, izboljšati premikanje, gibe in v bistvu kontrolirati stanje telesa samega, oziroma v kakem togem stanju je, napetem ali sproščenem. Thomas Hanna v knjigi omenja tudi senzorično-motorično amnezijo. Zakaj pravzaprav gre, za kakšno amnezijo gre in kaj se v bistvu dogaja v telesu takrat? V bistvu, da bolj po domače povemo, ker gre za zelo strokoven termin. Senzorična motorična amnezija gre v bistvu za neko stanje, ko sčasoma izgubimo kontrolo nad določenim delom telesa ali pa mišičevjem in potem ta problem postaja vse večji. Bolj ko izgubljamo kontrolo, bolj ostajamo v nekem preteklem travmi, čustvenim emocijam, bolj izgubljamo kontrolo nad mišičevjem, kar pomeni, da smo še bolj trdi, togi, težje se premikamo, manj ekonomično, kar smo do zdaj vedno pripisovali v bistvu staranju. Thomas Hanna je prvi, ki je rekel, da v bistvu staranje kot časovna komponenta nima nobene povezave s togostjo, napetostjo naših mišic, da je to samo posledica izkušenj, travm, emocij, veliko stvari vpliva na to senzorično-motorično amnezijo. Ljudje pa jo, kakor sem rekel, najbolj opazijo potem, ko se zjutraj zbudijo vsi napeti ali pa da je čez dan smo togi, lahko opazujemo zaradi služb, ki jih imamo in računalniške generacije, napačne, kako smo, drža naprej, drža nazaj ali smo porušeni na stran. In kaj je najbolj smešno, da to gre postopoma čez čas in mi v bistvu skozi leta sploh ne opažamo, kako čedalje bolj trdi, togi in postajamo, kako v bistvu slabo se držimo, ne. In ravno somatika nam omogoča, da povrnemo kontrolo sami, to pomeni, da se učimo in s tem tudi izboljšamo celotni živčni sistem in postajamo bolj elastični kot živali, recimo, ne, ki v bistvu somatske vaje izvajajo tudi do 40-krat na dan in zato lahko tekom življenja ohranjajo to elastičnost in sproščenost, ki pa je mi na žalost izgubljamo. Se pravi, da v bistvu gre za to, da se spomnimo nekega naravnega gibanja, ne? Tako, kot otroci to že imamo, ne, otrok shodi, usvoji osnovne motorične vzorce preko učenja in igranja s telesom, fine kontrole, potem pa pridejo puberteta, hormoni, čustva, emocije, izkušnje, travme, ki nam čez življenje to v bistvu porušijo, čeprav smo že takrat znali. In to nam pomaga povrniti kontrolo v kolikšni meri se da. Ali lahko bralec knjige Somatika tudi po knjigi sam izvaja vaje ali nujno potrebuje delo tudi z učiteljem somatike? Iskreno povedano, ob težjih primerih nujno potrebuje tudi ne učitelja, ampak terapevta, s katerim gre skozi te blokade oziroma pridobivanje kontrole, potem pa lahko seveda sam izvaja naprej. Terapevti tudi učijo, da smo sposobni sami izvajati vaje pravilno. Vsi ostali pa priporočam učitelja oziroma neko delavnico, da vsaj te osnovne vzorce oziroma kako pravilno izvajamo vaje, kjer so rahlo specifične, sploh za naš ponoreli svet, kjer je vse na hitro, na kratko, v bistvu somatska vaja je poglabljanje vase in predvsem na čutenju. In je dobro, da nam nekdo pokaže, potem pa lahko seveda ob knjigi se vedno spomnimo, knjiga super napiše, kako izvajati vaje in lahko izvajamo potem celo življenje, smo sami svoj učitelj na koncu. Odlično. Kako pa poteka pravzaprav somatski vadbeni program, koliko časa v bistvu moramo si nameniti za izvajanje? Kdaj se malo pošalimo, da čim več, tem boljše, kot sem rekel, živali do 40-krat na dan naredijo po eno somatsko vajo. Seveda mi nimamo na voljo toliko časa ponavadi, ampak priporočam vsak dan vsaj 1 do 2 vaji. V času, ki nam ustreza, enim zjutraj, ko se vstane s postelje, vaje so prijetne, sproščujoče, to ni telovadba, to izrecno poudariti, ni pretežko, gre za sproščujoče stvari, ali zvečer ali kdaj čez dan, ko v bistvu sedimo 10 ur na stolu in namesto razgibalnih vaj, ker moram tu poudariti, da stretching nima pravega pomena na podaljševanje muskulature, somatske vaje pa imajo. Tako da vsakodnevno
1 do 2 vaje in bomo lahko tudi premagali mito staranja. Samo treba se vstati s kavča, ne? Tako. Severin, hvala lepa za tole, želimo ti še veliko uspeha na vseh področjih, kjer deluješ in teh je kar precej. Vam pa hvala lepa za pozornost in imejte se čudovito.